Pred nami sta dva športna dogodka, pomembna dogodka, 61. pokal Vitranc in potem v mesecu marcu skoki v Planici. Spet po dolgem času z publiko, z gledalci, kar smo nestrpno čakali, in mislim, da je to tudi zadeva zaradi tega letos bolj aktualna, da smo že vsi željni družbe, navijanja, druženja na športnih dogodkih, in sigurno tudi vsled teh odličnih rezultatov naših športnikov na olimpijskih igrah, tako nordijcev in tudi naših alpincev Žana Kranjca, pričakujemo velik obisk in prava praznika, tako na pokalu Vitranc kot v Planici pod Poncami. Sicer še ne bo tako potekala prireditev, kot smo bili navajeni, stojišča bodo samo stojišča, ne bo tribune. Ja, v bistvu to je edina zadeva, ki bo drugačna, ampak to mogoče za normalno publiko, za te obiskovalce, ki niso v navednicah VIP, pomeni kvečem kakšen plus kot minus, da bodo lahko še bolj se družili bližje tekmovalcem za bolj normalno ceno, in mislim, da je to za letošnje leto čist pozitivna stvar. Doktorica Simona Kustec, ministrica za šolstvo, šport in izobraževanje, pred nami je pomemben dogodek, 61. pokal Vitranc, če pa se obrnem malo nazaj, 24. olimpijske igre v Pekingu, kar 7 medalj za majhno Slovenijo, to je velik uspeh. Ja, vsi smo navijali, vsi smo se veselili, to je res uspeh za naše športnice in športnike, za njihove ekipe, za njihove najdražje, najbližje in za našo celo državo. Kot sem že večkrat rekla, to so res pravi ambasadorji naše države v svetu, in izjemno smo veseli, da so bili tako uspešni, in vse bomo naredili za to, da jim bomo pomagali tudi še naprej. Še posebej pa moram izpostaviti, da smo veseli, da je med njimi veliko tudi tistih, ki prihajajo prav iz gorenjske regije, kjer je seveda zibelka, bom rekla, teh smučarskih športnih disciplin doma. In če pustiva sedaj zimske olimpijske igre, ker so že za nami, pa vendar upreva se v 61. pokal Vitranc, 2 veleslaloma, kar je gotovo pripomogla srebrna medalja Žana Kranjca. Kolikor sem razumela organizatorje, je bil ta dogovor, da bosta to 2 veleslaloma narejen že na začetku smučarske sezone. To je dogovor, ki ga je Smučarska zveza pa organizatorji so naredili z mednarodno smučarsko zvezo. Je pa seveda to zdajle, kot pravijo, sreča je na strani tistih hrabrih in pa pogumnih, kot pika na i uspehu Žana na olimpijskih igrah in pa zaključku smučarske sezone, tako da seveda bomo polno navijali, držali pesti, da bo Žan res uspešen tudi še na obeh veleslalomskih dnevih in potem tudi pri skupnem uspehu ob koncu veleslalomske sezone. Koliko sredstev bo letos vloženo v infrastrukturo in pa v šport? Letos bomo v okviru letnega razpisa namenili nekaj čez 5 milijonov evrov za športno infrastrukturo in pa običajni znesek letnega programa športa, tako da skupaj predvideno letos okoli 20 milijonov evrov za šport, za tiste, bom rekla, vsakoletne programske dele, skupaj tudi še z investicijsko letno podporo, ki bo posebej letos namenjena plezalnim objektom, plezalnim stenam, in pa potem še z delom v Državnem zboru in pa ob verjetnosti še sprejetja tega zakona do konca aktualnega mandata Državnega zbora, še en velik nov zakon o sofinanciranju velike športne infrastrukture po celotni državi, kjer pa je znesek
predviden v obsegu 150 milijonov evrov. Pred nami je 61. pokal Vitranc, končno z gledalci se tega veselite. Seveda, mi smo zelo veseli, da tekmovalci, da lahko prišli uživati v Kranjsko Goro na tekmo. In tudi sama tekma kot tekma je čisto drugačna, če je za gledalci, kot pa če brez gledalcev. Kdaj bo potekal letos pokal Vitranc? 12. in 13. marc, prav čez 2 dobra tedna, 2 veleslaloma, sobota in nedelja. Ste že prej imeli načrtovano tako, da bosta 2 veleslaloma, ali je to prepomogla kolajna Žana Kranjca? Ne, to je bilo planirano že v koledarju, že oktobra, ko smo imeli sejo tega podsmedestnov pokal, smo mi potrdili 2 veleslaloma na željo vodstva svetovnega pokala, da smo uravnotežili število disciplin tekem v tehničnih pa v hitrih disciplinah. Koliko tekmovalcev letos prihaja v Kranjsko Goro? Pričakujemo okrog 100 tekmovalcev, 80 do 100. So še kakšne posebnosti, ki jih moramo sporočiti gledalcem in gledalkam? Ne, želimo seveda, da bi si karte zagotovili v obliki spletnega nakupa, kjer so cenejše, in pa pred prihodom v Kranjsko Goro. S tem nam bodo zelo pomagali, da bomo imeli pod kontrolo število gledalcev, ki jih lahko spustimo na prizorišče. Koliko gledalcev letos predvidevate? Letos bodo samo stojišča? Limit pri 4000 na dan, seveda, če jih bo več, bomo veseli. Tribun letos ne bo? Tribun pa ni, ker ni bilo časa, oziroma dobavitelji infrastrukture niso mogli več zagotoviti teh tribun. Torej, želja samo to, da se jih čim več zbere in da čim boljše navijajo za naše smučarje. Da imamo čim več gledalcev, da pridejo pogledat. Slovenci smo smučarski narod, sicer malo manj kot pred 30 leti, ki je bil Tona Vogrinc še v sliki, ampak še vedno, pogledajte, smučamo na polno in bomo tudi Žana Kranjca spodbujali. Upam pa sam, da bo v prihodnjih letih več tekmovalcev kot Žan Kranjec. Odlična kulisa, upajmo, da bo tudi 12. in 13. v Podkorenu tako. To bomo pa videli, mi smo navajeni vsega živega.